Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Včeraj smo se svetniki in svetnice srečali na 24. redni seji mestnega sveta in pravzaprav glavna točka te seje so bila letošnja občinska priznanja. Nagrajenci bodo priznanja prejeli na Slavnostni akademiji 2. decembra, torej na predvečer občinskega praznika. Častni občan mestne občine Kranj bo postal nekdanji podžupan mestne občine Kranj. To je ekonomist, publicist, predavatelj in še mnogo več, magister Štefan Kadojič, za njegov pomemben doprinos na področju zdravstva, izobraževanja, športa in gospodarstva, ki je Kranj utrdil tudi kot regijsko gospodarsko izobraževalno in športno središče Gorenjske. Naj naštejem mogoče samo nekaj njegovih najbolj vidnih dosežkov, ki so tudi trajno zaznamovali razvoj Kranja. To je prizidek k zdravstvenemu domu Kranj, za katerega si je izjemno prizadeval. Potem prizadeval si je zelo tudi za novo mestno knjižnico Kranj. Vedno je rad govoril, da mora biti knjižnica nekako dnevna soba mesta in to je tudi postala, tudi po njegovi zaslugi. Deloval pa je tudi na športnem področju, v plavalnem klubu in je močno vplival na gradnjo pokritega olimpijskega bazena in pa tudi na področju izobraževanja, kjer je bil predsednik odbora za gradnjo izobraževalnega centra na Zlatem polju, kjer danes deluje šolski center in še mnogo drugega. Je pa Kranj postavil tudi na zemljevid univerzitetnih mest in prejel je tudi zahvalo 50 generacij študentov, ki jih je izobraževal za kranjsko gospodarstvo, zato je bil tudi njegov doprinos kranjskemu gospodarstvu z tega vidika zelo pomemben. To je njegova dediščina, ki jo spoštujemo in tudi jaz izredno spoštujem in jo vsem lahko za ugled. Tako da glede ostalih občinskih priznanj pa je nagrado mestne občine Kranj za dolgoletno delo na področju humanitarne dejavnosti bo prejela župnijska Karitas Kranj Šmartin. Potem pa so tukaj listine o priznanju, ki jih bodo prejeli Društvo tabornikov Rod zelenega jošta, Grup Avatar Mažoretni in Twirling Group Kranj ter Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj. Prvič podeljujemo naziv prostovoljec-prostovoljka, ki ga bo prejela prostovoljka Magda Keber. Veliko plaketo mestne občine Kranj bo prejel Pavel Oman za prispevek k razvoju gorskega reševanja. Veliko Prešernovo plaketo pa z področja, torej z dosežkov na področju kulture, pa Matjaž Vlašič za prispevek v slovenski popularni glasbi, ki mu je bil posvečen tudi letošnji koncert Pihalnega orkestra Kranj. To je, kar se tiče občinskih priznanj, ki bomo seveda podelili slavnostno na Slavnostni akademiji v decembru. Je bilo pa na seji še nekaj rednih formalnih zadev. Če govorimo o kadrovskih zadevah, sta bile to dve, in sicer je mestni svet potrdil za člana sveta Zavoda dijaškega in študentskega doma Kranj gospoda Branislava Ravtarja in pa mestni svet je dal pozitivno mnenje k kandidaturi za ravnateljico osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj gospe Olgi Vodopivec, seveda pa potem sam izbor ravnatelja vodi svet zavoda. Kar pa se tiče premoženjskih zadev, je mestni svet potrdil prodajo zemljišča na Zarici, kjer bo Komunala Kranj uredila gozdno učilnico. Soglašal je tudi s prodajo enega stanovanja na Stritarjevi ulici in pa na drugi strani z odkupom stanovanja na Šorljevi ulici. Ena od točk je bila tudi sprejem UPPN-ja za širitev kmetije Sajovic v Žabnici. Tam bo lastnik lahko gradil hlev za prosto rejo krav. Tukaj tudi v javni razgrnitvi ni bilo nobenih pripomb. Sprejel pa je mestni svet tudi nov odlok o kategorizaciji cest. Do sedaj so se te spremembe sprejemale in dopolnitve, v tem odloku so pa te vključene. Bilo jih je kar precej, med drugim tudi stara cesta Britov-Hotemaže, ki je zdaj lokalna, prej je bila državna cesta in je bilo potrebno spremeniti nov odlok. Zdaj imamo po novem 9 km več kategoriziranih cest, torej aktualna dolžina teh cest, ki jih imamo v mestnih občini Kranj, kategoriziranih je 343, pa še nekaj.
kilometrov oziroma 3343 pa še nekaj metrov, 1000 pa še nekaj metrov. Smo se seznanili tudi s poslovnim izidom Komunale Kranj, ki je lani poslovala pozitivno in je izkazovala 1,2 milijona evrov dobička, od tega približno pol iz javnih gospodarskih dejavnosti in pol iz tržnih dejavnosti, del tega dobička pa se seveda bo tudi poračunalo nazaj občanom. In to je pravzaprav to, kar je bilo na seji mestnega sveta, kot rečeno, najpomembnejša pa sprejem občinskih nagrajencev za letošnje leto. To je to. Mogoče sem še za Evropski teden mobilnosti, je čisto kratka izjava za kakšne aktivnosti, ki se še bodo izvajale. Ja, to je zdaj aktualno, ne? Teden vsi, vključuje se mnogo zavodov, mnogo gospodarstvo, tudi na mestni občini Kranj smo se odzvali, spodbujamo seveda vse občane, da na svojo pot ali to v službo ali kako drugače gredo trajnostno. In seveda se spodbuje in nagrajuje čim več trajnostnih prihodov. Se pa načrtuje tudi različne dogodke v okviru Evropskega tedna mobilnosti, na katere seveda lepo vabimo vse občanke in občane. Se pa Evropski teden mobilnosti predstavlja tudi v okviru teka za Kranj, letošnjega teka za Kranj, ki bo potekal na osrednjem štadionu v Kranju. Letos imamo precej več prijav kot preteklo leto, kar nas zelo veseli, od najmlajših pa do bolj strastnih tekačev, bolj pripravljenih, tako da jutri lepo vabljeni popoldan na štadion Stanka Mlakarja v Kranj, kjer bo poleg teka seveda še polno drugih aktivnosti in dogodkov, kjer se bodo lahko občanke in občani aktivno preživljali prosti čas.